Sledi večnosti. Nedavne raziskave kažejo, da je verska skupnost Bahaji v zadnjih letih v globalnem merilu druga najhitreje rastoča religija na svetu. Kljub temu, da njihova načela o temeljni enotnosti ljudi presegajo običajne delitve po spolu, rasni in verski pripadnosti, je verska skupnost pri nas razmeroma slabo znana. In tako jo bomo predstavili v današnji oddaji. V studiu je že predstavnica verske skupnosti Bahaji, Aleksandra Zibelnik-Badi. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Oddajo vodi Marko Rozman. Torej, število vernikov iz leta v leto narašča. 6 milijonov Bahajev tako najdemo v več kot 200 državah sveta. Njihovi sveti spisi pa so prevedeni v več 100 jezikov, tudi v slovenščino. Najprej prisluhnimo osnovni predstavitvi omenjene verske skupnosti. Bahajstvo je religija, ki jo je v 19. stoletju osnoval iranski izgnanec Baha'u'llah. Bahajski nauk govori o 3 enotnostih: enotnosti Boga, monoteizmu, enotnosti njegovih prerokov in enotnosti med ljudmi. Ta 3 načela imajo velik vpliv na teološke in sociološke nauke religije. Bahajci vidijo vero kot proces učenja skozi božje poslance, tako se človeštvo ves čas razvija. Prerokom, kot so Mojzes, Krišna, Buda, Jezus in Mohamed, je sledil Baha'u'llah, ki pa ni zadnji. Slednji je oznanil, da je njegov glavni namen postaviti temelje globalni civilizaciji miru in harmonije. Skupnost Bahaj po svetu danes šteje približno 6 milijonov vernikov. Kar je bilo nekoč pojmovana kot neznana majhna sekta, je danes, po nekaterih raziskavah, prepoznano kot druga najbolj razširjena neodvisna religija na svetu, takoj za krščanstvom. Danes, po 160 letih svojega obstoja, je skupnost Bahaj obdržala svojo enotnost in vzpostavila edinstven upravni sistem. Njen mednarodni center je v Haifi v Izraelu, kjer je sedež Svetovnega upravnega odbora, poznan kot Univerzalna hiša pravičnosti. Svetovna skupnost Bahaj je verjetno med najbolj raznolikimi in razpršenimi skupnostmi na zemlji, saj prihajajo iz vseh verskih porekel. Tako najdemo budiste, kristjane, muslimane, jude, hindujce in tiste, ki niso pripadali nobeni religiji. Vsi preučujejo iste spise, se ravnajo po istih verskih zakonih in se obračajo enemu mednarodnemu upravnemu sistemu. Uraden začetek skupnosti Bahaj Slovenije sega v leto 1990, ki je poleg Ljubljane in Maribora aktivna tudi v Kopru, Kranju in Škofji Loki. Danes slovenska skupnost utrjuje svojo administracijo, ki deluje pod vodstvom Regionalnega duhovnega sveta Slovenije. Lokalne skupnosti se dejavno vključujejo v družbeno življenje, navdahnjeni z besedami, da je zemlja ena sama domovina in da so vsi ljudje njegovi prebivalci. To prepričanje pa je gonilna sila za aktivnosti, ki jih izvajajo posamezniki, ki predstavljajo raznolikost jezikovnih, kulturnih, etničnih in verskih ozadij. Enotnost Boga, enotnost njegovih prerokov in enotnost med ljudmi. Ta 3 načela imajo torej veliko vpliv na različne nauke religije. Ja, to je bistvo vsega v veri Bahaji, res. Enost Boga, obstaja samo en Bog, nerazličen Bog za vsako religijo, ki se razodeva ljudem prek svojih božjih manifestacij ali prerokov ob različnih časih na različnih koncih zemlje. In pa eno človeštvo, da smo vsi ljudje iz enega in istega izvora. Ni en narod boljši ali en spol boljši, en družbeni sloj boljši od drugega. Ja, to je bistvo vsega v bistvu na svetu in pa bistvo vere Bahaji. Mogoče je zanimivo, tako kot smo že slišali v predstavitvi, povedati, da je vera Bahaji pravi, da obstaja samo en Bog in da se njegova religija, ki ni absolutna, ampak relativna, postopoma razodeva ljudem. Glede na to, na kaj je človeštvo pripravljeno, kakšne so potrebe človeštva, bilo bi zelo čudno, če bi res obstajala neka višja sila, ki je človeštvo ustvarila, kot beremo v spisih Bahaji, iz ljubezni do človeštva in bi potem vztrajala na tem, da se razodane samo enkrat pred nekaj tisoč leti. Bahaji verjamemo, da je človeštvo z Bogom sklenilo
neko zavezo, po kateri bo človeštvo prepoznalo Božjo manifestacijo, ko pride na zemljo. Po drugi strani pa Bog nikdar človeštva ne zapusti samega. Danes vidimo v velikih verah težave s tem, kako lahko vero, ki je stara toliko in toliko 100 ali 1000 let, prilagodimo današnjemu času. Mi pa verjamemo, da človek ne more spreminjati Božjih zapovedi, te so dane, in da je Bog sam tisti, ki jih nadgrajuje in da to počne s temi zaporednimi Božjimi manifestacijami ali preroki. Za danes verjamemo, da je to Baha'u'llah, v prihodnje pa verjamemo, da bodo prišli tudi drugi Božji preroki. No, in Baha'u'llah je oznanil, da je njegov glavni namen postaviti temelje globalni civilizaciji miru. Ja, mogoče bistvo miru, kaj je bistvo miru? Baha'u'llah govori o enotnosti vedno. Pravi, tako močna je luč enotnosti, da lahko razsvetli cel svet. In če pogledamo, enotnost je šla od začetka, mogoče od začetka teh Božjih prorokov, ki jih mi še tukaj poznamo, ki se jih spomnimo, je šla od družine do mesta, do države, enotnost države. Zdaj pa Baha'u'llah govori o enotnosti celega sveta. Tako da to napredujoče razodetje, poleg drugih stvari, ki jih napreduje te ideje, je tudi napredovana ta ideja enotnosti, da je vedno večji krog enotnosti, ki ga moramo doseči. Bahaji nekako verjamemo, da je Bog eno nespoznavno bistvo, ki si ga ne moremo predstavljati. Ni nek stari mož, ki sedi na nekem tronu in samoljubno vlada. Je neko nespoznavno bistvo in ljudje ga ne moremo spoznati, ravno tako kot slika ne more prepoznati svojega slikarja. Nekaj, kar je bilo ustvarjeno, ne more prepoznati svojega stvarnika. Baha'u'llah uči, da si lahko Boga tudi predstavljamo kot neko sonce, ki se na zemljo nikdar ne spusti, ker je popolnoma premočno, zato jim bi vse uničilo. Zaradi tega uporablja svoja kot neka popolna ogledala, ki so Božje manifestacije, ki potem popolnoma odsevajo to Božjo svetlobo, se pravi, v kar vidimo vrline in kvalitete in lastnosti, ki jih vidimo v Božjih poslancih, so tisto, kar odsevajo, tista luč Boga, ki jo odsevajo. Bog verjamemo, da je pač tista nevidna sila, ki je ustvarila vse. Bog je vse ustvaril iz ljubezni. Nekako en citat pravi, iz ljubezni sem te ustvaril. Včasih se ljudje sprašujemo, zakaj smo na tem svetu. Bahaji spisi nam pravijo, da iz ljubezni Boga do človeka. K čemu stremite člani skupnosti? Je vaše upanje osredotočeno v prihodnost, da bo trpeče in po miru hrepeneče človeštvo končno prepoznalo svojo enost? Ja, Bahaji tudi danes že verjamemo v enotnost in se trudimo za enotnost v lastni skupnosti, ki je, kot ste že dejali, zelo raznolika, in pa v skupnostih, kjer živimo. V kraju, kjer človek živi, se mora truditi za enotnost, kar je velikokrat težko. Na delovnem mestu se moramo truditi za enotnost. V družini lastni se trudimo za enotnost. Že danes se trudimo za to. Ni važno, če ni še tukaj na svetu, če še nimamo enotnosti celega sveta. Začeti je treba včeraj, potem pa z mehkimi koraki prideti do tega jutri ali pa pojutrišnjem. Bahaji se zelo trudimo z različnimi dejavnostmi, ki jih ponujemo v bistvu vsem, niso samo omejene na Bahaji skupnost, in sicer z molitvenimi srečanji, ki so, menimo, da zelo pomembna, zaradi tega, ker razvijajo nek duhovni karakter skupnosti, pa ni važno, a so to zdaj Bahaji molitve, a so druge molitve, glavno je, da ljudje pridejo skupaj v nekem vzdušju enotnosti. Potem imamo urice za otroke, ki spet niso religiozno obarvane, kjer se otroci učijo o vrlinah, o vrednotah, kot so spoštovanje, pomoč drugemu, enotnost, sožitje, delo, resnicoljubnost. O tem se učijo preko zgodbe, preko pesmi, in to je še ena zelo pomembna stvar, ker moramo vzgajati naše mlade generacije, ki so jutrišnji odrasli, da bodo delali drugače, kot so delali naši predniki, kot mogoče delamo mi. Kaj pa sam pogled na smisel življenja? Bahaji verjamemo, da duša živi večno, da je prišla na ta svet s telesom, telo potem umre, duša pa živi naprej v Božjih svetovih, ki so duhovni, ne na tem svetu, ampak na drugih v duhovnih svetovih.
Sveti spisi razlagajo zelo lepo, da dojenček v maternici razvije roke, prste, noge, oči, ušesa, usta in jih nima tam kaj rabiti. Ne ve, zakaj so, ma pa jih. Če se vse lepo razvije, potem na tem svetu, na zemlji normalno lahko funkcionira oziroma lažje lahko funkcionira. Prav tako na tem svetu, na zemlji, moramo razviti vrline. Ljubezen, sočutje, pravičnost, resnicoljubnost. To so pa tisti organi, ki jih bomo rabili pa v naslednjem svetu. Zdaj že vidimo, da so koristne, ampak na vsak način je to tisto, kar bo duši omogočilo, da bo čim bolje lahko funkcionirala na naslednjem svetu. In nebesa v smislu tega, da so te vrline zelo dobro razvite, da bo duša lažje lahko delovala v naslednjem svetu, pekel v smislu tega, da na tem svetu nismo imeli časa razvijati teh vrlin in da bomo na naslednjem svetu potem mal hendikepirani zaradi tega. Sedaj v nadaljevanju bomo prisluhnili glasbi Garden of Ridvan, oziroma Bahaji sami nimate kakšne posebne glasbe, ne? So pa tu umetniki iz vrst skupnosti, ki ustvarjajo glasbo. Tako je, ja, v navdih so jim kakšni citati, kakšne molitve, ideje Bahaji, recimo enakopravnost moškega in ženske, enotnost vseh ljudi. To je nekaj, kar veliko ljudi navdihuje. To je vrt Rizvan, kjer je Bahá'u'lláh preživel 12 dni v svojem življenju, preden je bil izgnan naprej iz Iraka naprej. Ta sam vrt je sicer v današnjem Iraku, ampak to sploh ni tako pomembno. Pomembno omeniti je to tistih 12 dni, ki jih je Bahá'u'lláh preživel v vrtu Rizvan, ko je prvič javno ljudem oznanil, da je on obljubljeni vseh časov, da je on tisti, ki so ga napovedovali vse prejšnje manifestacije Boga in da je prišel, da bi ljudem prinesel sporočilo o enotnosti celega sveta. To je bilo tistih prvih 12 dni in prvi 9. in 12. dan Bahá'í tudi praznujemo kot praznik in ga imenujemo Festival Rizvana. Gathered now at the mystic hour in the garden of Rizvan, circling around his blessed tent in the garden of Rizvan, and the nightingales sing, and the souls are on fire, as the crimson-colored ark sets sail in the presence of the best beloved of the worlds, in the garden of Rizvan. The fragrance of the rose is strong in the garden of Rizvan. The friends are silent, struck with awe in the garden of Rizvan, as the Ancient of Days lifts the myriad veils of light, and the new creation sings with joy in the presence of the best beloved of the world, in the garden of Rizvan. Sledi večnosti. Z nami še vedno današnja gostja oddaje Aleksandra Zibelnik-Badi. Če še spregovorimo o življenju v skupnosti, kako Bahá'í molite, imate kakšne posebne obrede, kako poteka delo v skupnosti? V skupnosti Bahá'í so rituali zmanjšani na minimum, zaradi tega, ker je Bahá'u'lláh rekel, da danes, ko je človeštvo bolj zrelo, bolj izobraženo, ni več potrebe po nekih ritualih, na katere se človek navezuje, tako kot je bilo včasih. Nimamo niti duhovščine, kar danes znamo vsi sami zase bolj ali manj brati. Lahko sami direktno beremo svete spise, nismo več odvisni od nekoga, ki nas bo vodil, ki bo za nas interpretiral spise. Skupnost se srečuje vsaj enkrat na 19 dni, na 19-dnevnem praznovanju. Takrat se skupnost posvetuje med seboj, moli skupaj, bere svete spise in se sreča z krajevnim telesom skupnosti Bahá'í, ki je ponavadi krajevni duhovni zbor.
to je 9 članov, cela administracija Bahaji je nepolitična, je neplačana in obstaja na krajevni ravni, na nacionalni ravni in na mednarodni ravni. Na krajevni ravni imamo lokalne duhovne zbore, ki potem od ljudi slišijo, od vernikov slišijo, kaj je potrebno storiti za samo Bahaj skupnost v tem kraju in pa tudi za skupnost izven Bahaj skupnosti, ker je krajevni duhovni zbor tukaj zato, da služi tako svoji skupnosti kot skupnosti, kjer živi. In na vsakih 19 dni imajo tako skupnost neposreden feedback od krajevnega duhovnega zbora, pa tudi krajevni duhovni zbor, da sliši, kaj rabi skupnost. Tako da ni neka huda centralizacija in se nekdo odloča, kdor sploh ne ve, kaj se dogaja v skupnosti. Ampak tam na mestu obstaja zbor, ki skrbi za stvari. Ta lokalni zbor poroča nacionalnemu zboru, nacionalni zbor pa potem univerzalni hiši pravičnosti, ki je pa za celo zemljo. Telo spet voljeno na 5 let, nepolitično, brez kakšnih kampanj, kaj tazga, neplačano. To so ljudje, ki potem res svoje življenje tistih 5 let posvetijo samo služenju skupnosti. Ko omenjate univerzalno hišo pravičnosti, nahaja se v Izraelu. Bahá'u'lláh se je rodil v Teheranu, mogoče bi lahko še kaj o njem omenili, 1817. leta, to je današnji Iran. Tako da ideje, ki jih je Bahá'u'lláh podal o enakopravnosti, o resnicoljubnosti, o poštenosti, o tem, da duhovščina ne sme zlorabljati ljudi, so bile že takrat, so še danes zelo tako inovativne, takrat so bile pa še toliko bolj. Bahá'u'lláh je sam drugače izhajal iz plemiške družine, njegov oče je bil vezir na kraljevem dvoru in on bi moral prevzeti njegovo službo na kraljevem dvoru. Bahá'u'lláh pa se je odločil, da tega ne želi, ampak da želi svoj čas in svoj denar porabiti za ljudi, ki potrebujejo pomoč. In temu se je res posvetil. Poznali so ga tudi pod imenom oče revnih. Svoj čas je pač posvetil bolnim, ubogim, revnim, pomagal jim je. Bahá'u'lláh je potem, kot vse druge božje manifestacije, včasih se vprašamo, kdo pa je prerok, kdo pa je božja manifestacija. Bahá'í nekako gledamo na to tako, da božja manifestacija v svojem življenju takoj, ko pove, da je prišla od Boga, da hoče ljudem prinesti novo božje sporočilo, je preganjena. Trpi zaradi tega, ker je oznanila božje sporočilo po eni strani. Po drugi strani imajo pa njene besede tako močen vpliv na svet, da ostanejo recimo še 2000 let kasneje. Ljudje živijo po naukih božje manifestacije Kristusa. Bahá'u'lláh je pred 200 leti, pred 170 leti razodel ideje enakopravnosti, zmanjšanja ekstremne revščine in ekstremnega bogatstva. Danes se nam to zdi normalno, takrat to ni bilo normalno. Bahá'u'lláh je bil izgnan iz Teherana, ko je razodel, da je prišel od Boga v pač zelo islamski državi Iranu. Bahá'u'lláh je bil izgnan na koncu v bližino današnjega centra vere Bahá'í, Ake in Hajfe. Zaradi tega je danes tam središče skupnosti Bahá'í, ker je bil pač do tja pregnan. V Izraelu ni nobenih težav s tem, da je center Bahá'í tam. Skupnost Bahá'í je dobila privoljenje izraelske države, da tam ima svoj center, ni pa skupnost tam aktivna, kot da bi poučevala, oziroma pač skupnost je nekako ločena, imajo sicer diplomatske odnose z državo Izrael, to pa je to, mogoče to vse na tej stopnji v Sloveniji, tako kot Bahá'í po celem svetu. Se trudimo biti čim več v kontaktu z ljudmi različnih veroizpovedi, preprosto zato, ker če hočemo graditi enotnost, je to edini način. Lahko je biti enoten v krogu ljudi, ki se strinjajo s tabo z vsako stvarjo. Tam, kjer so pa drugačne ideje, drugačni pogledi na stvari, je treba pa malo več časa posvetiti posvetovanju, ki je zelo pomembno. Orodje v veri Bahá'í. Za vsako stvar, ki se jo odločamo, se želimo posvetovati. Tako da ima vsak, ki je tam prisoten pri tem pogovoru, možnost povedati svoje mnenje.
posvetujemo se tudi s svetimi spisi, če je potrebno, in potem iz tistega, iz kresanja idej pride resnica, luč resnice. Tudi v Sloveniji se potem udeležujemo srečanj Urada za verske skupnosti Republike Slovenije, seveda tam so predstavniki različnih verskih skupnosti. V centru Bahaji poskušamo čim večkrat gostiti predstavnike drugih verskih skupnosti, kot že rečeno, molitvena srečanja, otroške urice za mlajše mlade so odprte za vse ljudi. Kaj pa samo širjenje nauka? V skupnosti Bahaji je zelo pomembno načelo, oziroma v veri Bahaji, da se nikogar ne sili, nekomur se ne pridiga. Bahá'u'lláh pravi, da je treba njegovo sporočilo ponuditi kot darilo kralju. In če človek to darilo sprejme, v redu, če pa ne, pa je to spet njegova odločitev. Izvejo iz naših dejavnosti, čeprav se ne promoviramo. Bistvo vere Bahaji ni v tem, da se promoviramo, ampak je v tem, da služimo soljudem. Kaj pa sam pogled do politike, okoljske krize, aktualnega dogajanja v družbi? Se opredeljujete, razpravljate o konkretnih stvareh? Bahá'u'lláh je zelo jasno dal nalogo vladarjem, kraljem, predsednikom sveta, da morajo skrbeti ne samo za svoje ljudstvo, ampak za cel svet, za celo človeštvo. Pravi, ko se parlamenti srečajo in posvetujejo, morajo imeti v mislih dobrobit celega sveta. Ker pravi, človeštvo je kot eno telo. In če to telo boli prst ali roka, trpi celo telo. In ravno tako je treba gledati na človeštvo. Če en del trpi, je treba to trpljenje rešiti. Če se dogaja krivica, mora to krivico zaustaviti zakon, zaustaviti jo mora družba. Bahá'u'lláh nikoli ni rekel, da se bo kakršnakoli vera končala, da je treba kogarkoli prisiliti. On je v začetku svojih spisov zapisal, da je meč odstranjen iz vere. Ni več svetih vojn. On jih je popolnoma prepovedal. Tako da en od problemov v religijah je interpretacija svetih spisov. V veri Bahaji pa je Bahá'u'lláh zapisal svete spise, njegov najstarejši sin jih je interpretiral, potem še njegov pravnuk. To je pa zdaj to. Sveti spisi so interpretirani. Noben več ne more vzeti spisov Bahaji in reči, tukaj pa jaz razumem, da je verska vojna dovoljena. Ni. Ni, to je jasno in glasno in to je to. Spisi so bili interpretirani, zaradi tega se tudi vera Bahaji ne cepi na sekte, ampak ostaja ena veja, ena in ista religija. In to ne bi tudi ostala. Mogoče še en citat za lep dan. Bahá'u'lláh pravi, bodite radodarni v izobilju in hvaležni v pomankanju. Bodite vredni zaupanja svojega bližnjega in glejte nanj z jasnim in prijaznim pogledom. Bodite zaklad revnih in svarilo bogatim. Odgovorite na jok ubogih in varujte čistost svoje zaobljube. Bodite pošteni v svoji sodbi in previdni v svojih besedah. Bodite pravični do vsakogar in krotki do vseh. Bodite luč njim, ki hodijo v temi. Veselje potrtih, morje žejnih, zavetje obupanih, opora in branilec zatiranih. Naj poštenost in iskrenost krasita vaša dejanja. Tujcu bodite dom, trpečemu mazilo, ubežnemu stolp moči. Bodite oko slepemu in luč vodnica tistim, ki so v zmoti. Bodite okras resnice, krona na čelu zvestobe, steber v svetišču pravičnosti, sapa življenja v telesu človeštva, prapor vojska pravičnosti, svetleča luč nad obzorjem kreposti, jutranja rosa prsti človeškega srca, barka na oceanu znanja, sonce na obzorju izobilja, dragul v kroni modrosti, luč na nebu svojega rodu, sadež na drevesu ponižnosti. Aleksandra Zibelnik-Badi, hvala za obisk in pogovor. Hvala vam in nasvidenje. Poslušalke in poslušalci, tudi vam hvala za pozornost in kot že rečeno, lep dan želim.